pogostost bolezni, ki jih prenašajo klopi, je odvisna od tega, koliko je klopov okuženih, najprej koliko je klopov, potem koliko je klopov okuženih in koliko ljudi je klopom izpostavljenih. Torej, zato, da pride do okužbe, morajo biti ljudje izpostavljeni. In v letošnjem letu smo skoraj sigurno hodili več v naravo kot po prejšnjih letih. In to bi bil lahko eden od dejavnikov. Ne pomeni pa to, da je edini dejavnik. Bi rad poudaril je, da tudi če si okužen, ni treba, da zboliš. Pri okužbi z virusom klopnega meningoencefalitisa je takih brezsimptomnih okužb, kjer se pojavijo samo protitelesa, pa nič bolezenskih znakov, od 75 do 98%, torej večina samo protitelesa in se jim nič ne zgodi. Pri lajmski boreliozi v Evropi je takih oseb več kot polovica. Torej samo razmeroma manjši del zboli, če pa zboli, gre pa lahko bolezen v različnih stopnjah, torej različno težko. Ko gremo v naravo, da se po možnosti izogibamo podrasti, da ne rijemo skozi goščo, pa gremo raj po poti, če je to mogoče, da smo primerno oblečeni. Primerno oblečeni pa pomeni srajco z dolgimi rokavi, hlače z dolgimi hlačnicami, po možnosti, da so te hlačnice v obuvalu. Potem, da so oblačila svetla, na njih lažje klope opazimo. In pa potem, ko pridemo iz gozda, iz izleta, z narave, da se pogledamo in če imamo klopa, da ga čim prej odstranimo. To velja za lajmsko boreliozo. Tukaj, če v prvih 16 urah ali pa 24 urah uspemo najti klopa in ga odstranimo, tudi če je klop okužen, bomo z velikansko verjetnostjo preprečili lajmsko boreliozo. Pri klopnem meningoencefalitisu gre pa prenos praviloma hitreje. Cepiva proti lajmski boreliozi še ni za ljudi. Je cepivo za pse, ampak to cepivo je s stališča varnosti predvsem manj zahtevno. Meso pa cepivo proti lajmski boreliozi za ljudi, vendar so ga umaknili iz tržišča, zaradi tega, ker so se pojavili dvomi, da mogoče to prispeva pri nekaterih bolnikih k težjem poteku bolezni. Ti dvomi so se potem izkazali za neupravičene, vendar v pregretem ozračju je tisti, ki je cepivo proizvedel, umaknil cepivo s tržišča.